Živjo in lepo pozdravljena v video vsebini, ki te bo tokrat malce dala pod oceno, torej samega sebe, ali si pod stresom. Ogromno ljudi srečujem zadnje čase, seveda vedno je intenzivna jesen, ko prideš enkrat z dopusta, pa kjer je seveda poletje malce bolj lahkotno, ne? Potem pa seveda energije jeseni vedno zahtevajo, če vsak let je tako neke spremembe. In kadar se to zgodi, sploh če si se najprej resetiral, potem pa začne pritisk naraščati, dostikrat ljudje padejo pod kar dosti take pritiske, ki vodijo v stres. To pomeni, da se zadnji dogaja nek stres, ki dela energijsko, fizično, mentalno in čustveno škodo. In kar največji trik tega je to, da ljudje tega ne opazijo. Ponovadi ljudje tega ne opazijo, da so pod stresom, kar pomeni, da če ne opaziš, potem na tem seveda tudi ne moreš nekako urgirati, reagirati, kakorkoli že, kar pa seveda za tebe ni dober, zaradi tega, ker ko nekak stres v svoji energiji pokaže svoje znake, je takrat že definitivno rečemo, da ti voda v grlo teče, ne? Ker pa tega nočemo, ker smo seveda dovolj pametni, da sami ocenimo, ali smo pod stresom, ker seveda dolguješ to in svojemu telesu in svoji energiji, gremo pogledati, ali se ti že pojavljajo prvi znaki, zato da te lahko usmerim in zaradi tega, da lahko seveda definitivno nekaj narediš na tem in da nekaj seveda spremeniš, pa bom malo tudi spregovorila o tem. Znake stresa sem razdelila v 3 kategorije. Okay. Prva kategorija je fizična kategorija, ta druga čustveno-mentalna in tretja socialna. Tako lahko mogoče samo v glavi si delaš kljukce, ali imam jaz te znake, zato da seveda potem to veš. Tisti, ki imate seveda pri prvi kategoriji fizične znake in se vam že dogaja stres, ki se bo energijsko nekaj pokazal, kar nočemo, se boste soočali s sledečimi stvarmi. Imate bolečine v trebuhu, zaradi tega, ker tukaj se nahaja solarna čakra, ki je čakra seveda odločnosti, samozavesti in moči, in ko vsteka nek stres, ti zamaje to in hkrati se definitivno pojavijo napetosti, povezane seveda s to čakro, tudi v tvojem trebuhu. Zakrčene mišice, zato ker sam stres je krča, veš, tako si nekaj napet, kaj zdaj narobe, tako naprej. In čutiš, da se ne moreš sprostiti, čutiš, da si kot v nekem krču skozi. Nespečnost, čutiš, da res moram zaspati jutro na službo, kakorkoli že, ne moreš zaspati, pa če konc sveta ne moreš zaspati. Nespečnost ali pa intenzivno prebujanje, to pomeni, greš spat, zbudiš se. In ko se recimo taki ljudje, ki se potem drug dan zbudite, dostikrat rečete en izraz, da se počute kot cote, no, to je točno to. Nočemo biti cote, saj smo ljudje. Težki odzivi na hrano. To so ljudje, ki rečejo, jaz ne moram nikakor pogruntati, kaj me pri hrani ne odgovarja. Zdaj enkrat to pojem, pa mi je okej, naslednjič to pojem, pa mi ni okej, gre vse živo narobe, ne. Zakaj je temu tako? Definitivno je to nekaj, kar hočemo ugotoviti, ne, in definitivno povezano s stresom. Zakaj? Recimo, če si alergičen na neko hrano, okej, ta hrana ni zate in to je to zadeva rešena, ampak zakaj enkrat drugič pa recimo totalen preobrat in res ful ni fajn? Zaradi tega, ker ti je energija padla zaradi stresa. In ta zadnja stvar sem videla, grizenje nohtov, karkoli ljudje imajo občutek, da morajo delati z rokami, predstavlja definitivno stres. Torej, to je bila tvoja prva kategorija. Premisli, kaj izmed tega imaš, mogoče si kakšne kljukce narez na kakšen list papirja, zato da vidva, koliko tega je, ne. Druga kategorija je čustveno-mentalna kategorija. Prva stvar, ki jo opazimo pri ljudeh, ki so pod stresom, so miselne obsesije. To niso zoprni ljudje, ki jim drugi rečejo, pa daj že nekaj, daj že spusti stvari, pa se skozi nekaj moriš, ne. Ni to, dragi moji, ampak miselne obsesije se dogajajo možganom, ki so pod stresom in probajo na vsak način iskati rešitve. Kaj bo to, kaj če bo šlo kaj narobe, in ko možgani padajo pod stres, dejansko to svojo frekvenco probajo pojačati, zaradi tega, ker probajo priti do tega, da bi se nekaj uredilo. In ljudje, ki imajo miselne obsesije, definitivno vidno so možgani pod stresom in iščejo, razumeš, da bi na hitro dihali, hočejo najti rešitev.
pa bomo o teh rešitvah tudi spregovorila, katere so, samo da gremo najprej čez naše znake. Pozabljivost. Joj, se ta vedno ful pozabi. Pozabljivost ni nekaj, kar je stvar duše na zemlji, zato ker mi smo prišli samo zaveščati stvari. Ljudje, ki vztrajno pozabljajo stvari, ki vedno bolj pozabljajo stvari, je zaradi tega, ker so pod stresom. Tukaj vem, da me boste pol spraševali, kaj se pa zgodi z demencami, pa starostjo, pa tako naprej. Tam gre za to, da ko počasi začne že duša odhajati, se začne odzemljevati, potem ni več tega stika z ozaveščanjem, tako naprej, ker počasi, lahko je zelo počasi, ampak vseeno prihaja do zapuščanja inkarnacije. To je zdaj neka druga stvar, ampak da pač nisi ti v teh letih, da star 25, pa konstantno nekaj pozabljaš, pomeni, da si pod stresom, možgani ti enostavno ne morejo več sprocesirati teh informacij. Enako je z zmedenostjo, če si zmeden, ne veš, kam bi se dal, kje, kaj, zakaj je, kaj se ti sploh dogaja, pa tako naprej, pomeni, da definitivno doživljaš stres. Izbruhi joka ali besa, brez da bi ti nekdo res nekaj tako orto pritisne nate. Če nekdo orto pritisne nate, verjamem, da lahko znoriš, verjamem, to ti čist verjamem. Ampak veš, ko imaš izbruhe joka, vidiš, ne vem, neko stvar na televiziji, pa kar totalno izbruhneš, pa to je čist grozen, pa tako naprej. Pomeni, da si pod stresom, ali pa če imaš, jaz mislim, da izražanje neke jeze je zdravo, ampak veš, ko imaš bes, pa hočeš ljudi kar ne vem kaj, pa jih prežalaš, vse živo, to je pa pol že vprašanje, a ne? In to ne pomeni, da ste slabi ljudje, to samo pomeni, da ste ljudje pod stresom. Izbruhi strahov ob vsaki spremembi, sem jaz tukaj dobila informacijo, to pomeni, ok, zdaj se bo nekaj spremenilo, za dušo je to, nekaj novega, tipa, ne, groza, a ne? Mi v sami naši naravi, energijski sestavi, smo narejeni tako, da se veselimo sprememb, zato ker to pomeni rast. Zdaj pa, če te priložnost za rast predstavlja stres oziroma tak odziv, pomeni, da to zato, ker telo ne svolga več oziroma je nivo stresa, verjetno tudi, če bi si šla mert kortizol, bi marsikaj ugotovila, ampak v vsakem primeru je previsok. In ta zadnja je socialna kategorija. Socialna kategorija, kako se kažejo ljudje, ki so pod stresom, ne preneseš več ljudi. Enostavno ne preneseš jih, pa ti lahko nič ne govorijo, lahko so samo v istem prostoru, kaj ti enostavno ne preneseš, da kaj govorijo, ne preneseš, da te ogovarjajo, ne preneseš, da te sploh opazijo, skratka, hočeš giniti z obličja sveta, samo da menga več ne vidim, samo da ne vidim, razumeš? Jaz nič ne zameram takim ljudem, ker to samo pomeni, da so pod stresom, zaradi tega, ker enostavno jih proba telo usmeriti stran od vsega, ker ko mi handlam svoje energije, ti mi hočeš pa še kakršnekoli druge energije obešati. Tvoji otroci ti grejo na živce, vse ti gre na živce, partner ti gre na živce, vsi zginite, da vas ne vidim. Pa se počutiš, ko imaš neko krivdo, pa da si slab človek, ampak nisi slab človek, si samo človek, ki je pod stresom. Okay? In tukaj seveda zraven prije prepirljivost, ko se probaš kar nekaj kregati, ampak ne da bi ti nekdo nekaj rekel, ampak ti iščeš, ker si tako veš, ker tarčaje, komu lahko zdaj zatežim. Zaradi tega, ker probaš nekaj vsaj dati ven iz sebe, to akumulirano energijo, da bi vsaj nekam šla. To delate ljudje pod stresom. In enako je, recimo, potem lahko, če gre ta prepirljivost korak naprej, lahko energijsko napadanje. To pomeni, da čutite, da rabite ljudi ful kritizirati, ful upravljati, da rabite iti na socialno omrežje in v svoj gnev dati ven iz sebe, da vsi, vedeli, kot... To je zato, ker enostavno hočeš nek filter dati, a štekaš. In ta zadnja stvar je iskanje pozornosti. Iskanje pozornosti na razne načine, do tega, da sprožaš slaba počutja, čeprav jih v resnici se veš, da niso tako zelo močna, do tega, da je glejte mene, in zakaj ljudje, ki ful iščejo pozornost, in točno veš, da recimo nekje iščejo pozornost, in da recimo tudi, če nekdo drug govori, vse na sebe spele, vse spele na sebe nazaj, to so ljudje, ki rabijo, da se jih poboža, zaradi tega, ker imajo neko obliko stresa, doživljajo, razumeš, in rabijo se nekaj poboža, da jih nekdo vidi, da so opažene in iščejo dobesedno negovanje.
Tako, če ti čutiš, da rabiš pozornost, reči, partner, ti nisi ljubeč do mene, pa on reče, pa se vse isto, kot je bilo, ne, jaz mislim, da bi ti meni mogel več ljubezni dati, ne. Tako da, fantje, če vam punce to počnejo, zato ker rabijo, da se jih poboža, zato ker so pod stresom, in če ti nekdo drug da neko uteho, te nekaj potrepla, seveda, jaz vse mislim, da moraš ti ta vir umiritve, pa te pozornosti najdeti znotraj sebe. Hočem vas sam povedati, kdo so ljudje, ki to zunaj iščejo, zaradi tega, ker pač se jim tole dogaja. In takrat iščejo, da bi nekje tudi od zunaj dobili neko napajanje, ne. Ni problem, da damo drugim ljudem pozornost, hočemo pa na dolgi rok zgraditi to, da si jo bomo znali dati sami. Jaz pravim tako, če si pri vsaki kategoriji vsaj en znak najdu, definitivno je, tle ne bo delovalo, da so vse dobre stvari 3, če imaš nekaj in na fizični ravni, če imaš nekaj samo na fizični, mogoče se ti bo še dal, nekako, recimo s kakšnimi večernimi meditacijami, imaš pri nas definitivno za jesen so razpisane, lepe meditacije so, poskrbeli smo zate, skoraj vsak teden imamo spletno meditacijo, vsak res lahko najde nekaj zase. Če imaš recimo samo en znak pri fizični kategoriji, pa samo en znak pri čustveni, pa samo en znak pri socialni, potem lahko uporabljaš recimo večerne meditacije, bi ti bile čisto dosti, da si enkrat na teden prvošče zase, pa se ne rabiš enkrat na teden pri nas tako, ampak da vsaj, ne vem, neko vodeno brezplačno meditacijo, kakorkoli že, vsaj to deli doma, ali pa sam naredi meditacijo, če ti ni do vodenih meditacij, ampak naredi, no, jaz mislim, da če imaš vsaj eno kljukico nekje, da bi bilo dobro, da 3 do 4 na teden vsaj meditiraš, no, da si vzameš ta čas, čeprav jaz sem zagovornica meditiranja vsak dan, ampak pač vem, da pač nimajo vsi te priložnosti, kakorkoli že. Zdaj pa, če imaš ti več kljukic, to bomo in pri fizični, in mentalni, in pri socialni, boh ne daj pa več kljukic, torej pri vsaki kategoriji, potem moraš pa definitivno narediti neko večjo energijsko inventuro, ker se ti že dela škoda na fizični inkarnaciji, kar pa definitivno ni za nikogar. Ne samo, da ni zate, ampak ni za nikogar. Vam bi pa res svetovala, da si pogledate 3.10. začnemo s tečajem meditacije, ki gre sistematično. Gre dobesedno potem. Prva stopnja, umiriti telo, spustiti ven v stres. Delamo ful po nekih budinih učenjih in principih, zaradi tega, ker on je bil le tisti, ki je prvi pripeljal na planet meditacijo. Jaz sem to pač zelo študirala, zelo poznam te principe, rada bi vam predstavila tudi in vse tehnike dihanja in tako naprej, kako postaviti energijo v hrbtenici. Potem pa naprej na drugo stopnjo, umirjanje misli, umirjanje čustev, zelo pomembno. In pol tretja stvar, greš pa pol naprej, samozavest, moč, manifestacija in potem lahko tudi rataš sam voditelj meditacije pri 4. stopnji, te bom naučila tudi tega, kako dejansko greš tudi lahko v to kariero, zato da lahko drugim ljudem, ki so pod stresom, seveda pomagaš. Ampak seveda najprej poskrbi zase. V primeru kakršnihkoli ukrepov, tečaj meditacije sicer živo, rada bi, da si tukaj z mano, da se te da v tako okolje, ampak v primeru ukrepov pač ni panike, samo predstavljena na splet, pa bomo se tako družili. Skratka, zdaj veš, dala sem ti tudi orodja, kako si lahko pomagaš, v vsakem primeru pa poskrbi zase, kajti to je zelo pomembno. To so bila tvoja sporočila, vse te veselim vedno, ko te vidim in čao.